Bolečina hrbta je eden najpogostejših vzrokov za bolniško odsotnost, pa tudi za prezgodnje upokojevanje. Kaj je pokazal pilotni projekt, v katerem so bili v obravnavo pacientov vključeni tudi triažni fizioterapevti? Ta projekt je novost v slovenskem prostoru, ki ravno naslavlja probleme z obstoječo klinično potjo, v kateri pacienti z različnimi obolenji, predvsem pa tudi z bolečino v hrbtenici, predolgo čakajo na učinkovito obravnavo in s tem rešitev njihovih problemov. Zavedati se moramo, da po vseh svetovnih smernicah je zgodnja obravnava edina uspešna in z uvedbo triažne fizioterapije, kjer pacienti v roku enega tedna dobijo podroben pregled in že prvo obravnavo, to pa sledijo največ 3 obravnave, smo uspeli nekje v 90% odpraviti bolečino v križu. V sklopu razmer, s katerimi se spopada slovensko zdravstvo, če pogledamo samo na kadrovske probleme, na pomanjkanje časa za obravnavo pacienta, pa tudi na dolge čakalne dobe, se takšna rešitev zdi idealna. Navsezadnje pa v bistvu tudi vi predlagate uvedbo tovrstnih centrov, vsaj v večjih zdravstvenih domovih. Res je. Po mojem mnenju imamo v Sloveniji izredno dobro zdravstveno mrežo, vendar je učinkovitost te mreže včasih vprašljiva. Predvsem je treba večino primerov nenevarne oziroma manj ogrožujoče bolečine v hrbtu rešiti na primarnem nivoju. Zato je uvedba triažnega fizioterapevta tukaj ključna in mislim, da bi triažni fizioterapevt moral postati del tima družinskega zdravnika. Na ta način bi v resnici bila komunikacija z družinskim zdravnikom takojšnja, se pravi med fizioterapevtom in zdravnikom, in pacienti bi nemudoma dobili obravnavo brez nepotrebnega napotovanja preko napotnic, iskanja mesta za neko daljšo fizioterapevtsko obravnavo. S tem bi zmanjšali v bistvu pripad pacientov, rešili večino primerov uspešno, s tem zmanjšali kroničnost in tudi razbremenili sistem specialističnih fizioterapevtskih obravnav in pa tudi specialističnih ambulant, se pravi zdravnikov specialistov, kot so ortopedi, kateri so pogosto zasuti z primeri, ki tja ne sodijo oziroma bi bili lahko rešeni že na primarni ravni, kar je seveda potem tudi ekonomsko učinkovito in zadovoljstvo tako pacientov kot zdravstvenih delavcev. S tovrstnim pristopom imate konkretne izkušnje v praksi že denimo Danska in Velika Britanija. Kaj denimo bi izpostavili? V bistvu se v evropskih državah vsi srečujemo z podobnimi problemi. Populacija se stara, število obiskov zdravnika se povečuje, odstotek mišično-skeletnih težav je vedno večji, tudi zaradi spremenjenega načina življenja, ne samo zaradi staranja, in družinski oziroma osebni zdravniki so pod velikim pritiskom oziroma dnevno morajo pregledati zelo veliko pacientov, zato imajo zelo kratek čas za obravnavo posameznega pacienta, kar pomeni, da ne morejo zelo učinkovito narediti vso diagnostiko in zato so v nekaterih državah, ki ste jih že omenili, recimo v Veliki Britaniji, splošni zdravniki uvedli napotovanje, neposredno napotovanje k triažnemu fizioterapevtu. Danes so šli že korak naprej in se pacienti lahko sami, se pravi sami napotijo preko digitalnih medijev oziroma digitalnih orodij na internetu, izpolnijo obrazce in se s tem vzpostavijo stik s triažnim fizioterapevtom, ki jim nemudoma odgovori na stvari, ki so jih napisali in jih že v bistvu v zelo kratkem času triažira. Če je potrebno, jih pokliče v svojo ordinacijo, sicer pa jim da zgolj navodila ali pa jih usmeri k osebnemu zdravniku. Tako da te čase čakanja na preglede, na rezultate pregledov, na obravnave se da izredno skrajšati in s tem se tudi izboljša učinkovitost zdravljenja. In če se vrneva k konkretnemu projektu, kakšni so bili denimo rezultati novega pristopa v primerjavi v zdravstvenem domu, kjer so izvajali tovrstni pristop oziroma ste izvajali tovrstni pristop v primerjavi s kontrolnim zdravstvenim domom? Izkazalo se je, da
z triažno fizioterapijo v krajšem času oziroma z manj stika z bolnikom lahko opravimo več oziroma naredimo kvalitetnejše zdravljenje. To je ključen poudarek, se pravi zgolj z v povprečju 3,6 ure stika z bolnikom je bila uspešnost zdravljenja 82-odstotna, medtem ko pri standardni obravnavi, se pravi, tako kot poteka v obstoječem zdravstvenem sistemu, sicer fizioterapevti lahko obravnavajo več pacientov, zato ker jih obravnavajo hkrati na posameznih postajah, vendar na teh postajah se izvaja v glavnem elektroterapija, ki je dokazano neučinkovita za to vrstna stanja in res, da obdelajo več pacientov, vendar je učinek, kvaliteta terapije slabši, kar se je izkazalo, da je samo nekje 46-odstotni učinek, pomeni, da je pri 46% pacientov prišlo do kliničnega izboljšanja, medtem ko pri triažni fizioterapiji kar 82%. Mislim, da je tukaj razlika očitna, tako da je zadeva tudi ekonomsko upravičena.